Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Za današnjo pravljico sem izbrala prav posebno lokacijo, grad Šenek pri Polzeli. Sedaj pa vas verjetno zanima, katera je tista posebna pravljica. To je pravljica Hansa Christiana Andersena z naslovom Princeska na zrnu graha. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej pravljici. Hans Christian Andersen, Princesa na zrnu graha. V starih časih je živelo poleg številnih škratov, vil, čarovnic in čarovnikov tudi mnogo več princes, kot jih je danes. Res pa niso bile vse resnične princese. Pogosto se je zgodilo, da so bili princi razočarani, ko so se poročili z dekletom, ki je bila samo videti kot princesa, v resnici pa ni zaslužila tega naslova. V daljni deželi je živel princ, ki se je želel poročiti. Zakoni v njegovem kraljestvu so zahtevali, da sme za ženo vzeti le pravo princeso. Iskal je ženo po vseh deželah sveta, a naj jo je še tako iskal, mu ni in ni uspelo, da bi našel tako, ki ne bi bila le lepa in dobra, temveč bi bila tudi prava princesa. Mnoge mladenke so se želele poročiti s princem, saj je bil zelo postaven fant. Prihajale so v palačo in se izdajale za princese, a matere kraljice, ki jih je preizkušala, niso mogle preslepiti, kajti bila je zelo modra. Princ je bil žalosten in obupan, mislil je, da se mu želja ne bo nikoli izpolnila. Neke noči, ko se je razbesnila nevihta in je lilo kot iz škafa, pa je med grmenjem in bliskanjem nekdo močno potrkal na vrata. Kraljica je šla sama odpirat vrata in pred njo je stala mladenka slepeče lepote. Od dežja premočena obleka se je ovijala okrog vitkega in skladnega telesa in svetle lasje je imela tako skuštrene, da nisi vedel, ali je resnična princesa ali le lepa kmetica. Kraljica je postavila nekaj vprašanj in mladenka je odgovorila: Princesa sem, gospa. Odšla sem na lov in ko sem zasledovala jelena, sem se v gozdu izgubila. Prosim vas, pustite mi, da pri vas prevedrim, dokler nevihta ne pojenja. Si resnično prava princesa? Je dvomeče vprašala kraljica. Da, gospa, je zelo prepričljivo odvrnila lepa mladenka. Princesa sem. Kraljica, ki se je iz vsega srca želela najti svojemu sinu primerno ženo, je pomislila, da mora dekle preveriti in jo podvreči preizkušnji. Medtem ko sta kralj in princ sprejela mokro lepotico in jo popeljala h kaminu, da bi se posušila ob ognju, je kraljica odšla v sobo za goste, razkrila posteljo in na sredo pod žimnice in pernice položila zrno graha. Tu naj bi prespala izgubljena mladenka, ki je trdila, da je prava princesa. Kraljica iz previdnosti ni nikomur povedala, kaj je naredila. In potem, ko je pripravila in postlala posteljo, se je vrnila v sprejemnico. Mladenki so posodili obleko in na njeno čast priredili majhno dobrodošlico. In končno so se vsi umaknili spat. Naslednje jutro pri zajtrku pa je kraljica vprašala lepo gostjo: Ste si dobro odpočili, princesa? Ne, bilo je strašno. Vso noč skoraj nisem zatisnila očesa. V postelji me je nekaj tako neznosno žulilo, da me danes vse boli, je ta odvrnila. Kraljica ni več dvomila, da je lepa deklica prava princesa. Nobena druga, razen prave princese, ne bi bila tako občutljiva, da bi skozi vse žimnice in pernice čutila zrno graha. Vsa vesela je kralju in sinu sporočila dobro novico. In ker dekle ni bilo samo princesa, temveč tudi očarljiva lepotica, jo je princ
ne da bi se kaj obotavljal, zaprosil za roko. Princesa je rada privolila, saj je bil tudi princ čeden in prisrčen. V tisti deželi niso še nikoli videli tako srečne in imenitne poroke. V kronikah pa je zapisano, da so na ukaz mlade neveste zrno graha, na katerem je spala, spravili za spomin na žametno blazinico in v dragoceno stekleno škatlico. Zrno graha je bilo zanjo večja dragocenost od najdražjega dragulja, kajti zaradi njega je dobila dobrega moža in prestol in, kar je največ, naklonjenost ljudi. Kako prisrčna pravljica. Res sem vesela, da je tale princesa našla svojega princa, kaj ne? Prav simpatično. In to zaradi drobnega zrna graha. Če vam je bila ta pravljica všeč, potem verjamem, da vam bodo všeč tudi vse ostale pravljice, ki čakajo na vas v mojem knjižnem kotičku. Kliknite na gumbek Naroči se in spremljati boste lahko mnogo pravljic, ki čakajo na vas. Do takrat pa se lepo imejte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau!